Med drugim se tudi zavzemate za neposredno demokracijo. Kako odgovarjate na očitke, da v bistvu demokracija na nek način dovoljuje, da 51% volivcev krši pravice 49% ostalih volivcev? To je zanimiv pogled. Torej, mislim, da je sistem narejen tako, da so v demokratičnih procesih definirane različne večine. V našem primeru je bila definirana večina 50% plus en glas. Tako da to ne pomeni, da je zdaj drugim kršena ne vem kaj, ampak to pomeni, da je nekdo dobil 50% plus en glas in nič druga. No, apeliram na to, da mogoče v teh časih bi bilo fajn imeti res večino. To se pravi ne samo 50% na en glas, ampak da ljudje množično pokažejo neko željo po spremembi in da se to tudi množično potrdi. Ja, to je samo en vidik javnega mnenja. Torej so volitve en vidik javnega mnenja in pač to smo na začetku že malo rekla o tem, da lahko rezultate berete na različne načine. Jaz mislim, da so ti, in sem tudi povedal, kako jih jaz berem. Zdaj, če pa hočete o utripu, jaz sem sam pričakoval in tudi javno govoril, da pričakujem visoko volilno udeležbo, ker sem zaznal takšno razpoloženje med volivci. In tudi raziskave so to zaznale. Ampak volivci so se očitno odločili v zadnjem trenutku drugače, ampak kljub vsemu uveljavili svojo voljo. Tu se mi zdi, namesto da bi tu govorili o nizki volilni udeležbi, bi raje govorili o enim prefinjenosti, ki jo je izpričala mariborsko volilno telo, da je lahko ob tako nizki volilni udeležbi tako jasno sporočilo poslalo. Seveda lahko potem, če gledamo stvari zgolj na zunaj, potem gledamo samo številke. Ampak jaz vem skozi nabiranje podpisov za kandidaturo, konec konca jaz sem dobil samo z podpisov za kandidaturo toliko kot nekatere velike mariborske stranke na teh volitvah. In kaj naj zdaj jaz njih devam v nič zaradi tega, to nima smisla. Torej v tem trenutku je bil izid takšen in to pomeni samo to in nič druga. Zdaj, če gledamo samo številke, pa marsičesa drugega ne vidimo. In zdaj sami veste, da ljudje smo marsikaj več kot številke, čeprav smo lahko tudi samo številke. Drži, se popolnoma strinjam. Za naš študente je predvsem zanimivo, da ste bili pri nastanku študentskega radia Marš, ki je žal zdaj bleda senca samega sebe, pa me zanima, če ste morda v programu razmišljali tudi o tej problematiki radia Marš. Pa radio Marš je po svoji zasnovi študentski radio. Zdaj, da je v takem stanju, kot je stvar ekip, ki niso bile pripravljene narediti koraka naprej pred časom. To poznam preprosto zaradi tega, ker sem bil v tistem trenutku, ko je šlo radio najbolje, predsednik sveta in radija in tudi študentska organizacija je zelo močno, odločno stala za radijem in znotraj radija se ni izoblikovala, bi rekel, moč, da bi se bolj odločno postavili v mestnem prostoru. In to je bila pač potem posledica, da zdaj radio v neki, bi rekli, internetni varianti, da obstaja. To je bilo vse predvidljivo, takrat, ko so se sprejemale določene odločitve na svetu radia Marš in skupina, ki je vztrajala pri svojih pogledih, enostavno ni želela tega misliti. Čeprav je bilo jasno, da če se umakne ustanovitelj, da potem tudi statusa ni in če ni statusa in tak naprej se podre neka struktura, ki je bila pred nas predvidena. Ampak taka nihanja se mi zdi, da so čisto življenjska in iz takih nihanj se lahko potem rodi nekaj boljšega, kar je bilo prej in glede na to, da je v Mariboru zelo močna medijska konkurenca, sploh na radijskem prostoru, tega ne smemo pozabiti, je to tudi neka priložnost za nove ideje. Zdaj mesto samo neposredno pri tem s podporo ne more sodelovati, to je bolj stvar univerze in študentske organizacije.
Seveda so pa razna partnerstva mogoča, zato mora pač biti projekt malo bolj formuliran in potem vidimo, koliko bi eventualno lahko tukaj mestna občina pomagala, ampak kot rečeno, radio v tistem trenutku funkcioniral znotraj različnih konceptov. Marš je bil v enem trenutku tako alternativni študentski radio, ne kot skupnostni, ne samo študentski, ampak tudi skupnostni radio mesta. Tako da zdaj, jaz bi predlagal kolegom, ki delajo Marš, da vzamejo v roke knjigo kolega Laha, ki je na filozofski pred časom diplomiral iz radija in je te koncepte razdelal in to pa je šlo to knjiga je šla pri založbi Subkulturni azil. Hvala za nasvet. Maribor je letos tudi Evropska prestolnica mladih, pa se v bistvu že kar veliko govori o težavah z financiranjem in da se lahko ponovi scenarij EPK-ja. Je to stvar, s katero se morate urgentno začeti ukvarjati? S tem se bom tudi ukvarjal. S tem, ko bom odpravil sistemizacijo delovnih mest, bo tudi nekaj kolegov na EPM-ju postalo višek kadrovski. V tem ne vidim nekega problema, ker mislim, da je projekt kadrovsko preobsežno, preveč ljudi je zaposlenih na projektu, glede na to, da vse programske stvari se dogajajo izven mestne občine. Torej razpis za programe EPM je bil speljan lansko leto, zbranih je bilo tam blizu 70 programov, če se ne motim, ki se vse izvajajo v polju nevladnega mladinskega dela in tako da to je en vidik problema. Slišim pa, da je finančna konstrukcija bila narejena nerealno, torej da se med prihodke vključevalo tudi prihodki, ki realno niso obstajali, bi pa naj obstali, torej kot neki evropski razpisi ali nekaj takšnega. To moram potem podrobneje pogledati, pa bomo to z gospod Sorger, ki projekt vodi, tudi razrešili. Dejali ste tudi, da ste v mestu kot aktiven intelektualec imeli velikokrat težave. Pa me zanima, če to pomeni, da se morajo mladi bodoči intelektualci v svojem rodnem mestu bati za svojo prihodnost? Ja, zdaj ne razumem čisto povezave, ki ste jo naredili. Lahko jo tudi razumem, seveda. Veste, z odprto pametjo je vedno težava. Nihče ne mara, več ali manj. Zdaj ne govorim, da je moja pamet ne vem kaj. Je pa res, da sem bil navajen javno sporočati to, kar mislim. Pa ne samo sporočati to, kar mislim, ampak sem tudi javno deloval v raznih projektih, ki so bili recimo inovativni. Vpeljava recimo valdorske pedagogike, ki je pri tem ni bilo konec koncev delanja Radia Marš. V istem času smo tudi Mladinski kulturni center vzpostavili. Sem bil v tej ekipi, ki je to naredila, ki še sedaj dela. Na univerzi pa so me tudi zanimale malo bolj mejne teme teoretske. In tu je pa Slovenija še zelo znotraj škatle, kot bi rekel zdajšnji rektor, ki si tudi želi, da bi mislili izven škatle, ali pa izven klobuka, ali pa nad klobukom, ali pa nad pokrovom, ki je zadnjih 6 let bil povezan čez mesto Maribor. Tako da jaz vsekakor sem moje študente, ko sem imel priložnost oziroma to srečo, da sem lahko delal študenti, sem jih seveda nagovarjal v tej smeri. Nekateri se me tudi potem spominjajo. Res pa je, da tudi vsi ne pridejo na univerzo študirati zato, da bodo spreminjali svet. Nekateri pridejo sem na univerzo, da se imajo fajn, nekateri pa niti ne vejo točno, zakaj so na univerzi. Ne samo študenti, seveda tudi profesor. To zapravi, da kljub temu, da nosite klobuk, predlagate, da je treba razmišljati izven klobuka. Hvala za vaš čas. Prosim. Hvala.